Lep dober večer želim, spoštovane gledalke in gledalci. Znova je sreda in Slovenija spet izbira. Pravila za vse ostajajo takšna, kot jih že dobro poznate. Čas za odgovor je 1 minuta, čas za stranke, ki sodelovanje odklonijo, pa se razdeli med tiste, ki so prišli v naš studio. V vsaki oddaji imate glas tudi vi, drage gledalke in gledalci. Po pogovoru pa naši analitiki ocenijo, kdo se je tokrat najbolje odrezal. Pa začnimo. Ruski napad na Kijev in druga ukrajinska mesta je povečal negotovost v svetovnem gospodarstvu, ki šele okreva po 2-letni krizi zaradi epidemije COVID-19. Posledice vojne je moč čutiti že povsod po svetu, tudi pri nas. Cene energentov in goriv naraščajo, verjetno pa se bo stopnja učinkov zaradi vse hujših gospodarskih sankcij v prihodnjih dneh, tednih in mesecih še bistveno povečala. Minuli teden smo videli kolone pred bencinskimi servisi zaradi napovedane podražitve goriv. Vlada se je odzvala in regulirala cene, tako da je bil strah pred podražitvami, kot jih vidimo v sosednji Italiji, odveč. V paniki so ljudje kupovali ogromne količine moke in olja, trgovci so komaj polnili police, vendar je po zagotovilih trgovinske zbornice strah odveč, hrane ne bo zmanjkalo. Slovenska vlada se je odzvala z energetskimi vavčerji. Položnice za elektriko so tudi do polovice nižje. Pa je to dovolj? Kaj nas še čaka? Zakaj kljub pohvalam iz tujine, da je Slovenija iz epidemije išla kot ena izmed gospodarskih zmagovalk, opozicija kritizira praktično vsako potezo vlade? O vsem tem z našimi gosti, ki jih lepo pozdravljam v studiu. Zdravko Počivalšek, gospodarski minister, predsednik stranke Konkretno iz gibanja Povežimo Slovenijo. Vodja gospodarske politike socialnih demokratov, gospod Sandi Češko. Iz SDS se nam bo v studiu pridružil poslanec Marko Pogačnik. Naš gost je tudi minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec iz stranke Nova Slovenija. Barve stranke SAB bo zastopal poslanec Marko Bandelli. Z nami je tudi prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti. Tudi tokrat se vabilu niso odzvali v stranki Gibanje Svoboda, čeprav je bil njihov predsednik Robert Golob do nedavnega direktor največjega prodajalca elektrike v državi, Genija, in bi mu ta tema vsekakor ustrezala. Vabilu se niso odzvali niti v stranki Levica, medtem ko se v stranki LMŠ z nami očitno ne želijo pogovarjati. Pa kar začnimo z zgodovinskim obiskom predsednika vlade Janeza Janše oziroma 3 premierjev v Kijevu. CNN je v pogovoru z nekdanjim poveljnikom NATO, generalom Clarkom, obisk 3 premierjev v Kijevu primerjal z obiskom Londona v času bitke za Britanijo leta 1940. Poglejmo. Moments ago, word that prime ministers from Poland, the Czech Republic and Slovenia are on their way to Kyiv right now to meet with President Zelensky in that besieged city. This is a remarkable statement of solidarity to go to somewhere like Kyiv in the middle of a bombardment there. You'd be hard-pressed to find any example like it in history. It's akin to world leaders going to London during the Blitz. Let's talk about the current situation more with CNN military analyst and former NATO. What does it tell you? I've never heard of anything like this. The prime ministers of Poland, the Czech Republic, and Slovenia on their way to Kyiv right now, a city under siege. Yeah, it's a remarkable story, and I hope they make it in and get the information and first-hand accounts from President Zelensky they need. I think, John, what's happening is that our allies in Europe are recognizing that they simply cannot allow Ukraine to fall. And this is a really important development. It means there's going to be greater pushback, including from our European allies, including greater support, military support for the government in Kyiv. That's why they would be going in. They want the first-hand reports. They want to be able to talk to their people, that they've got to take a higher level of risk to ensure that Kyiv is safe. It's very simple. No, na drugi strani gospod Počivalšek, opozicija pravi, da gre za neposredno izzivanje. Kako vi ocenjujete to gesto? Na Twitterju ste zapisali, za takšen obisk moraš biti tudi malo nor. Ja, dobro večer. Res je, pogumni ljudje smo vsi malo tudi nori.
ljudje iz Kijeva in tudi pogumni novinarji z vlakom v eno smer, Janez Janša z vlakom v nasprotno, v Kijev. Dejstvo je, da bodo učbeniki zgodovinski čez 10 let to sliko objavili in jo imeli kot primer hrabrega dejanja. Seveda pa je res, da smo se Slovenci kot pri vsaki stvari tudi tukaj razdelili na leve in desne. Bi pa vprašal vse, ki pač kritizirajo to dejanje, kako bi se mi bolj hrabro počutili, če bi nas leta 1991 med našo vojno obiskal kak pomemben evropski voditelj. O tem še bomo nadaljevali. Gospod Vrtovec, zaradi varnosti se je obisk pripravljal v strogi tajnosti. Kdaj ste bili vi obveščeni o tem, kaj bi za Slovenijo, torej pa Evropsko unijo in NATO pomenilo, če bi se kateremu izmed treh premijejev zdaj kaj zgodilo? Glejte, ocena je pač bila takšna, da se ta obisk pripravi v tajnosti. Kar se pa tiče samega tveganja, se moramo zavedati enega dejstva. Mi ta trenutek živimo v zelo zahtevnih časih, ki terjajo pogumne in odločne odločitve. In ministri Nove Slovenije, že vse od izbruha te ukrajinske krize, smo dokazali, da zmoremo sprejemati odločne in pogumne odločitve. Nenazadnje, Slovenija je solidarna in stoji z Ukrajino. Ukrajini daje upanje v evropsko perspektivo. Sprejemamo begunce. Smo solidarni, pošiljamo vojaško opremo, orožje, medicinsko opremo. In tudi na mojem področju so sprejeli kar nekaj ukrepov. Brezplačen prevoz v javnem potniškem prometu za begunce iz Ukrajine. Potem oprostitev plačila cestnine na slovenskem avtocestnem križu. Hočem poudariti, da je Slovenija s tovrstnimi pogumnimi odločitvami postala tudi pomemben geopolitičen igralec. Hvala lepa, vaš čas se je iztekel. Preden nadaljujemo debato, si zdaj pogledamo včerajšnjo izjavo predsednice Socialnih demokratov Tanje Fajon, ki je dejala, da so odzivi na Janšov obisk v Kijevu v Evropskem parlamentu mešani, posredno pa je Janšo primerjala celo z diktatorjem Vladimirjem Putinom. Poglejmo. Delim te kritike strani kolegov, da je današnji odhod predsednika vlade v Kijev tvegana poteza, lahko celo nevarna poteza in neusklajena z institucijami, da gre za farso na eni strani, mogoče tudi izraz solidarnosti in poguma, ampak predvsem za farso, ker pozabljamo, kako so ti voditelji, Le Pen, AfD, Orban, Kačinski, Putin v preteklosti rušili demokracijo, evropske vrednote, mir in tu so tudi sledi financiranja. Zakaj politika v Sloveniji ni zmožna te poteze enotno podpreti? Gospod Češko, zakaj SD označuje to kot farso in primerja celo Janšo posredno s Putinom? No, morda tudi zaradi tega, ker se to vprašanje, koliko je to zdaj za potrebe notranje politične situacije v Sloveniji, koliko je to dejansko koristno za situacijo v Ukrajini. Jaz sem prebral komentarje Financial Timesa danes, Wall Street Journala, nič posebnega. Mislim, da je to pozitivno, da damo podporo. Vprašanje pa je nekih prioritet, kam usmerimo našo energijo, naše resurse, kdo je najbolj potreben, to so begunci in tam, kjer lahko naredimo največ premikov. Bi pa mogoče bil bolj koristen obisk v Budimpešti, kjer bi lahko svojega mentorja prepričal v to, da bi bil malo bolj aktiven tudi v tej vojni proti situaciji, ki se dogaja danes v Ukrajini, pa nekako ne slišimo ničesar. Gospod Pogačnik, gospod Češko pravi nič posebnega, pač v stranki SDS pa poudarjate pomen obiska predsednika vlade Janeza Janše v Ukrajini, primerjate situacijo tudi z vojno za Slovenijo leta 1991. Ja, jaz sem prepričan, da gre tukaj za zgodovinski obisk. Pomembno je, da se je Slovenija v obdobju zadnjih 2 let vrnila na diplomatski zemljevid sveta. Prepričan sem, da včerajšnja poteza bi morala biti vzor tudi ostalim voditeljem, da bi rekel nadaljujejo z obiski v Ukrajini. In prepričan sem, da Slovenija mora nadaljevati z proaktivno zunanjo politiko, takšno kot jo izvaja, bi rekel, vlada Janeza Janše v obdobju zadnjih 2 let. Slišali ste, gospod Bandelli, diplomatski zemljevid sveta, ampak Putin se ne ustavlja, bombardira stanovanjska naselja, ljudje, otroci, noseče matere umirajo. Gospod Bandelli, opozicija Janši ves čas očita, da izziva eskalacijo oboroženega spopada tudi s takšnimi dejanji. Kaj konkretno bi vi naredili drugače? Je to, bi rekli, res zgolj čakanje, kaj bodo storili drugi? Je to dovolj? Glejte,
Dogaja se točno tisto, kar smo mi že povedali tudi v vašem prejšnjem studiu. Je treba dialog. In jaz mislim, da to, kar je napravil zdaj v tem trenutku Janša, karkoli pripelje v dialog in nek sporazum, neko umirjevanje teh strasti, ki so, in ta krut napad, ki je nastal iz te vojne, je to dobro. Neodgovorno pa je to, da se je samovoljno on odločil glede tega. In tukaj mi obsojamo to stvar tukaj, da ni obvestil ne Evropski svet, ne Evropsko komisijo, ni obvestil NATO, ni obvestil nobenega, mediji so zvedli dan prej, še ministri niso znali, kaj se dogaja. Državni zbor ni vedel nič. V takih primerih v vojnem stanju mora državni zbor prvi vedeti, kaj se tu dogaja. In zato se mi je zdelo tu zelo neodgovorno, ker na tak način postavlja na glavo 2-milijonsko prebivalstvo naše, ki je premajhno, da bi lahko mi bili kakšen ključni parameter glede reševanja take krize. Tu moramo mi paziti, pred tem se izpostavlja v določenih krajih, ja, ampak ne prav posod. Mogoče izziv za oba ministra, ali res niste bili obveščeni in zakaj niste bili obveščeni, gospod Vrtovec, potem gospod Počivalšek? Jaz zaupam tej oceni, da je šlo za visoko tveganje. Bili smo obveščeni potem, takoj, ko je postopek sam stekel, ampak pozor, tukaj se vidi razlika med vlado, ki je vladala prej, in našo vlado. Mi sprejemamo pogumne odločitve in želimo rešiti situacijo in prekiniti vojno v Ukrajini. Slovenija, majhna država, ki pa je z zadnjimi koraki dokazala, da je lahko velik igralec na geopolitičnem zemljevidu. To dokazujemo in jaz sem ponosen na vse naše poteze v okviru agresije na Ukrajino. Gospod Počivalšek, včeraj zjutraj ne bi še izvedeli. Bili smo obveščeni, zato ker smo pred začetkom obiska imeli dopisno sejo vlade, na kateri smo se z obiskom seznanili, in še pred dopisno sejo vlade smo pač vedeli, kaj se pripravlja. No, gospod Jelinčič, kakšno je vaše mnenje? Vi ruske agresije niste neposredno obsodili, očitali so vam tudi, da zdaj za parlament nekako pričakujete tudi tiste rusofilske glasove. Poglejte, ne gre za rusofilske glasove, gre za realno oceno stanja. Mi v Sloveniji poslušamo samo eno stran medijsko, ki govori eno resnico, vendar resnici sta vsaj dve. In če hočemo sprožiti pogovore in dogovore o reševanju te krize, ki je grozljiva, je potrebno narediti kaj več. Treba je sesti za določeno mizo in se realno pogovoriti z eno in z drugo stranjo. To, da je šel premier Janša v Ukrajino, vsakemu čast, vendar mislim, da je to tudi varnostno vprašanje, ki se tiče Slovenije. Konec koncev, kaj če se našemu premierju kaj zgodi, lahko privede do krize znotraj Slovenije, do politične krize. Zato je taka poteza morda preuranjena, kajti na enak način razmišljajo tudi vodilni ljudje v Evropski uniji, kajti oni niso šli v Ukrajino. Hvala lepa, torej gremo zdaj naprej, medtem pa spremljamo zgodovinsko hitre in enotne gospodarske sankcije, ki jih Evropska unija zaostruje dnevno. Rusi so vse bliže sovjetskim časom, ko niso imeli niti osnovnih dobrin. In kako bo to udarilo Slovenijo, ki je sicer po oceni priznanega britanskega časnika The Economist iz epidemije išla kot ena izmed ekonomskih zmagovalk z rekordno nizko brezposelnostjo v novembru 2021, pa v prispevku Aleksandra Jug. Gospodarska rast je bila lani v Sloveniji 8,1%, brezposelnost rekordno nizka. Kot meni dr. Lahovnik, je največji dosežek te vlade, da je v času največje svetovne krize gospodarstvo doseglo rekordne rezultate. Hkrati pa smo zmanjšali javni dolg v razmerju do bruto domačega proizvoda iz 79,8 na 74,8 odstotka, kar pomeni kar za 5 odstotnih točk. Ljudje so v relativno dobri dohodkovni poziciji z denarjem, ki je poceni, navalili na razne stvari, od nepremičnin dalje tudi do storitev. Tako da danes se zaradi vsega tega predvsem ukvarjamo problem, ki je z ekonomskega vidika ekonomske politike, kako to ohladiti. To občutijo tudi delodajalci, saj se paradoksalno v krizi soočajo s pomanjkanjem delovne sile. Javni dolg se je v razmerju do bruto domačega proizvoda celo znižal, in to za 5 odstotnih točk. Slovenija je zdaj država manj obremenjena z državnim dolgom kot pred krizo. Hkrati se je breme obresti, ki ga plačujemo na javni dolg, ravno tako znižalo. Kar 3 ugledne mednarodne bonitetne hiše so obdržale oceno, ena pa je celo povišala bonitetno oceno, tako da smo se prvič v zgodovini te države zadolževali celo po negativnih
obrestnih merah. Dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta, pravi, da se je treba vzdržati ukrepov, ki bi poslabšali strukturni položaj javnih financ. Torej, začasni, enkratni in ciljani ukrepi so ustrezni, to pa ne velja za ukrepe z dolgoročnimi posledicami. Denimo, kot je povišanje plač v javnem sektorju, kjer poti nazaj več ni. Še posebej pa, če pride tudi do dohodkov tistih skupin, ki do njih niso upravičeni, potem seveda je to strukturno slabšanje gospodarskih javnih financ in do takšnih ukrepov je potrebno biti previden. Podobno kot na korona krizo se je država odzvala tudi na vojno v Ukrajini. Zadnji ukrepi, trošarina in regulacija cen pogonskih goriv. Ker je znižala dajatve na električno energijo, smo državljani dobili za tretjino nižje zneske na položnicah. S takšno regulacijo želi država v kriznih razmerah zagotoviti stabilnost gospodarstva. Hkrati je pa potrebno poudariti, da ima Zavod za blagovne rezerve dovolj zalog tudi naftnih derivatov, dovolj zalog različnega drugega blaga, tudi hrane, da lahko po potrebi se intervenira na trg in normalizira. Primerjava. V mandatih prejšnjih vlad, tudi v kriznih časih, državljani ukrepov nismo občutili v svojih denarnicah. Bilo pa je veliko število študij. Le za študije na področju oskrbe starejših so nameravali porabiti kar 72,5 milijona evrov. Za ta denar bi zgradili 10 domov za starejše občane. Slovenija se trenutno po zadolženosti nahaja nekje v zgornji polovici med evropskimi državami. Zaenkrat je Slovenija še na varni strani. Slovenija je še vedno manj zadolžena, kot je povprečje držav Evropske unije. In kaj je prvi in najvažnejši korak, ki ga bo morala opraviti vlada v novem mandatu oziroma nova vlada? Paziti, da se javni dolg zopet začne vračati nazaj proti 60% bruto domačega proizvoda. In pa druga nevarnost je, verjetno razplet vojne v Ukrajini še ne bo tako kmalu, tako da bo potrebno spremljati situacijo in pa pripravljati ukrepe za blaženje negativnih učinkov tega konflikta. Pomembna je torej makroekonomska stabilizacija. Evropska centralna banka mora to narediti na monetarnem področju, slovenska vlada pa na fiskalnem. Spoštovani gosti, videli smo prispevek, številke, ki jih je objavil časnik The Economist, govorijo pri temu, da vlada dela dobro, da je Slovenija med zmagovalkami epidemije v OECD. Vendarle se, gospod Češko, v SD-ju s tem niste strinjali, še več dejali ste, da gre za hvalisanje vlade in da bomo dolgo odplačevali dolg, ki je nastal desetletja. Vi torej trdite, da novinarji tako uglednega časopisa niso dobro opravili svojega dela? Pri teh statistikah je tako, z katere strani pogledaš, tisti rezultat dobiš. To vemo in lahko priporočam veliko knjig na to temo. Dejstvo je, pogledajte, v eni stvari. Tisto, kar je bilo z mojega vidika izjemno dobro narejeno, so bili turistični boni, ki pa so bili žal omejeni samo na področje, ki ga minister odlično pozna, se pravi turizem, in tu so opravili fantastično vlogo. Mislim, da bi ta princip morali uporabiti tudi drugje, se pravi na druge slovenske proizvode, slovenske zadruge, slovensko kmetijstvo, mali predelovalci, vse, kar je tukaj slovenskega, da bi spodbujali domačo proizvodnjo in domačo porabo. Žal je bil ta omejen. Kje pa je sistemsko bilo problematično? Gledajte, jaz delam zdaj večino v Zahodnji Evropi in vam povem, naši ukrepi so bili pomoč, ki pa nam je gospodarstvo izjemno birokratski. Meni je vzel na Zahodu 5 minut, da sem izpolnil vprašalnik na internetu in dobil 500 000 kredita brez vprašanja. In vsako podjetje, ki je to naredilo, ga je dobilo. Prej smo se pa izmišljali, moraš 20% paditi, moraš 30% paditi, popolnoma neke arbitrarne ukrepe. Drugo, te ukrepi zunaj niso imeli vpliva na bilanco stanja, kakor še imajo pri nas. Slišali smo, kakorkoli obrneš statistiko, da je to odvisno, da so bili birokratski ukrepi. Vi ste ves čas govorili, da ste takrat reševali življenja, prazna skladišča. Kako to komentirate, gospod Počivalšek? Jaz lahko povem samo to, da je gospodarstvo v odlični formi po zaslugi sodelovanja med vlado in gospodarstvom na drugi strani, da smo s pravočasnimi in ustreznimi ukrepi v gospodarstvo vložili 2,3 milijarde evrov, da so podjetja in gospodarstveniki rešili delovna mesta in podjetja, in zato lahko rečem, da imamo ene odlične temelje, ki so izkazani tudi v rezultatih. Na koncu imamo rekordno gospodarsko rast, ki jo je ustvarilo gospodarstvo. Zdaj smo pa v času, ko gremo
v višjo dodano vrednost, ko gremo v obdobje, ko se odločamo, ali bomo delali z mišicami ali z možgani. Zato imamo 646 milijonov na gospodarskem ministrstvu za pomoč gospodarstvu in želimo se imeti več podjetij, kot je podjetje Sandija Češka, zato ker bo Slovenija samo z takim pristopom lahko še v letu 2030 industrijsko razvita in uspešna država. Upozorila Fiskalnega sveta smo slišali tudi vendarle ob vsem tem, gospod Počivalšek. Če govorimo o zadolžitvah, lahko rečemo, da smo se zadolževali. Tudi uspešna podjetja, kot so Apple, Amazon, Microsoft, se zadolžujejo se za to, da ustvarijo neko novo vrednost. Mi smo se zadolževali za to, da smo pomagali ljudem in pa gospodarstvu na eni strani, na drugi strani pa so ti dolgovi narejeni oziroma pod pogoji boljši, kot so bili kadarkoli doslej. Lahko zaradi kondicije države reprogramiramo tudi stare dolgove, ki so jih naredili nekateri iz prejšnje vlade in jaz verjamem, da bo gospodarska rast, ki jo gospodarstvo dela, omogočilo, da te dolgove čisto normalno vračamo. Hvala lepa, gospod Bandelli. Slišali smo to, kar je povedal gospod minister, ne, tudi v stranki SAB ste ves čas kritični, da vlada dela slabo, ampak dejstvo in številke, ne vsaj kar se tiče The Economista, govorijo drugače. Kakšen je torej vaš pogled? Ne, mi nismo rekli, da vlada dela slabo. Vlada napačno usmerja kapitale, ne, če tudi zdaj pokažejo rezultati dobri, se to vidimo vsi, zakaj so dobri, ampak zakaj so ti rezultati dobri? V tem trenutku so rezultati dobri izključno zaradi zadolževanja. Mi morate vedeti, da v 2 letih, leta 21 in leta 20, se je država zadolžila za 6 milijard. Od tega je šlo samo delno tega denarja za COVID zadeve, ampak kaj konkretno delajo narobe? Ampak veste, problem, kar je, kdo je zdaj, ki poganja to gospodarstvo? Kaj konkretno dela vlada narobe? Ne konkretno, kaj dela vlada narobe. Kaj bomo mi dobili jutri od te vlade? Tu je velik problem, razumete? Mi se zadolžujemo in sprejemamo določene zakone, ki bi jo še bolj trpeli in bojo obremenile naše finance. In tu je največji problem. Kdo poganja zdaj potrošnjo? Zasebniki. Zato je taka rast v tem trenutku. In to je tudi Umar sam povedal. Jaz mislim, da tu vejo, zakaj se gre. Jutri bo pa praktično volitve, gospod Bandelli. Ne, veste, problem ni v tem. Problem je, lahko delamo dobre rezultate in se hvalimo z dobrimi rezultati, če zadolžujemo državo za milijarde. To je vsak naredi. Otrok moj lahko v vrtcu bi lahko napravil isto. Gospod Počegašnik, ste vi to razumeli, kar je želel povedati gospod Bandelli, kako gledate na to? Ne, žal ne. Lete, ta vlada je sledila, bi rekel, 3 ključnim ciljem. To pomeni zaustavitev COVID-a, ohranitev delujočega gospodarstva in pa ohranitev delovnih mest. Zdaj ni verjetno države Evropske unije, ki se v obdobju COVID-a ne bi dodatno zadolžila. Prepričan sem, da pa Slovenija in slovenska vlada je sprejemala ukrepe, katere rezultat se danes vidi. To pomeni, Slovenija beleži v okviru Evropske unije eno izmed najmanjših brezposelnosti. V Sloveniji imamo trenutno zgodovinsko najmanjšo brezposelnost in pa v Evropski uniji eno izmed najvišjih gospodarskih rasti. Jaz sem prepričan, če vlada ne bi sprejela teh ukrepov, bi bil rezultat bistveno slabši. In dobro je, da se, bi rekel, sedaj ta zadeva tudi nadaljuje. In zadolževanje Slovenije, bi rekel, je pod povprečjem Evropske unije in prepričan sem, da vsi ti ukrepi, ki so bili, so pomagali gospodarstvu in rezultat je tukaj. Gospod Bandelli? Ja, res je, to, kar govori. Vse tudi se strinjamo, ukrepi so bili dobri, naštimani. So bili določeni zakoni, ko so popolnoma nepotrebni. Tretji zakon, ki je prišel od PKP-ja, če se spomnite, je bil tisti za likvidnostni. Ni zalaufal, ni šel. Jaz sem prvi dan povedal notri v državnem zboru. Ta zakon ne more funkcionirati, ne more delovati, ker nima osnov, da deluje. So bili predragi pogoji, predragi obresti, predrage reči in res je bilo tako, ni nikoli zaživel. Zdaj, ki so rezultati taki, kot so, je res, da so taki, ampak bomo videli, kaj bo jutri. A veste, kaj se dogaja zdaj na trgu? A vi razumete, da manjka energenti, ki so naredili, kakšno inflacijo so to naredili? Mislim, do tega vem, da bomo še verjetno prišli, ampak ta je velik. Tako da do tega še pridemo, gospod Bandelli, hvala za enkrat. Gremo še gospodu Jelinčiču, ne, kako vi gledate na to, ne, imamo visoko gospodarsko rast in inflacijo, v času COVID-a smo se zelo zadolžili. Kaj to torej pomeni za strukturni primanjkljaj, na katerega nekateri opozarjajo, kje so rezerve? Poglejte, najprej je treba pogledati pri strukturi delavcev. Imamo 60 tisoč brezposelnih v Sloveniji, od tega jih je 16 600 takšnih, ki so na brezposelni poziciji že 3 leta ali več. In kaj se išče? Išče se recimo voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, ampak 546 jih imamo na borzi dela.
Potem išče se čistilci, strežniki, gospodinjski pomočniki. 2610 jih je tam. Proizvodni delavci 3184, natakari 2119 jih je na borzi dela in nočejo delati. Tukaj je treba nekaj narediti. Kaj to pomeni za strukturni primanjkljaj in kje so rezerve? Seveda pomeni. Delavce je treba zaposliti, ne pa da jim dajati socialne podpore, ki jih dobivajo, dokler so na borzi dela. Dajmo jim delati, pokličimo jih in rečemo, spoštovana gospoda, tlele imate možnost, delajte. Tako, hvala za zdaj. Gospod Vrtovec, koalicija je izglasovala zakon o dohodnini, ta prinaša torej dvig splošne davčne olajšave, splošno razbremenitev plač. Na Levici pa pravijo, da se bodo proračunski prihodki zmanjšali za 800 milijonov letno. So te ocene realne? Kaj menite? Glejte, višje plače za vse državljanke in državljane je tista perspektiva, ki jo želimo zagotavljati v Novi Sloveniji. Zato smo bili tudi glavni promotor sprejema zakona o dohodnini, ki ga je, mimogrede, podprlo kar 25 000 ljudi v samo 3 tednih s podpisi podpore. In Nova Slovenija v zadnjih 2 letih smo res veliko napora dajali v to, da se ta zakon sprejme. Ključni odgovor na vaše vprašanje, pozor, Lejte, ta denar se bo zagotovo povrnil skozi večjo potrošnjo. S tem, ko imeli ljudje višje plače, bodo lahko več potrošili in dvignili bomo tudi blaginjo njihovega življenja. In ljudje si to v Sloveniji zaslužijo dostojno življenje, dovolj potrošnje in ne nazadnje, tudi ta denar potem pride nazaj v državno malho. Hvala lepa, gospod Češko, slišali smo, gospod Vrtovec pravi, ta denar bomo dobili nazaj z večjo potrošnjo. SD je glasovala proti temu zakonu o dohodnini. Zakaj torej nasprotujete razbremenitvi plač, kar vas zdaj obtožujejo v koaliciji? In po drugi strani, zakaj vaša podjetja ne plačujejo davkov v Sloveniji? Prvo in zadnje vprašanje. Moje podjetje in osebno plačamo vse davke v Sloveniji. To na vsakem intervjuju pojasnim in to lahko pokažem in dokažem. Ampak ste določena podjetja vendarle preselili v davčno ugodnejše okolje? Ne, nisem preselil. Holding je pač na Nizozemskem in to je vse. Vsa podjetja moja so tam, kjer so bila in tam plačujejo vse davke. In v Sloveniji plačujejo vse davke, moja slovenska podjetja in jaz osebno. Kaj pa ti očitki koalicije, torej, da ste glasovali proti dvigu plač? Poglejte, zelo enostavno, zato ker so to predvolilne geste. Zelo enostavno je deliti bombone in bombonjere zdele, greš samo postrežno, vzameš bombonjero in rečeš, plačajo pa naslednji, ko bo prišel v trgovino. To zdaj dela točno vlada. Jemlje in deli predvolilne dobrote, brez tega, da bi jih plačala in brez tega, da bi vedela, kako jih bo plačala. In še replika naprej, poglejte, te ukrepi, ki jih je vlada sprejela, danes so vse države, imajo polno zaposlenost od Romunije do Albanije. Dobro, če zmanjka časa. Hvala lepa. Še kratke replike, 3 so se prijavili, najprej gospod Pogača, potem gospod Vrtovec, gospod Počivalšek. Pogledajte, ne moram se strinjati s tem in res ne razumem Socialnih demokratov, da niso podprli, bi rekel, spremembo zakona o dohodnini, ki prinaša višje plače. Pogledajte, splošna olajšava se v Sloveniji ni spremenila 10 let. 10 let in splošna olajšava je bistveno, bi rekel, nižja, kot so dejanski življenjski stroški. In prepričan sem, da si slovenski državljani zaslužijo višje plače, zasluži si pa, rekel, davčno razbremenitev tudi, bi rekel, gospodarstvo. In ta korak je pravilen in v Slovenski demokratski stranki tudi v programu za naslednjo vlado pripravljamo, bi rekel, še dodatne davčne razbremenitve. Moramo naprej. Predvolilne dobrote smo slišali, gospod Vrtovec, na kratko, pa še potem 30 sekund oba. Mi že, ko smo bili v opoziciji, smo nekako dobesedno prosili in predlagali zakonodajo za davčno razbremenitev. Ampak sedaj se vidi tudi v vašem soočenju razlika med politikami. Na eni strani je Nova Slovenija, ki predlaga nižje davke in s tem višje plače za ljudi, ter skozi potrošnjo in večjo blaginjo povrnemo ta denar v državno malho. Na drugi strani pa denar zgolj in samo za določene transferje, za določene stvari, ki so same sebi v namen. Torej, ta politika, ki je obrana, je tista prava. Ljudje potrebujejo priložnost. Hvala lepa, prosim, kratka replika. Kondicija gospodarstva omogoča državi, da si vzame od vsake plače manj in da delavci dobijo več. Le močno gospodarstvo omogoča tudi ostale podstati javnega sektorja. Najlepša hvala. Zdaj pa moramo iti naprej. Smo pred naslednjim sklopom. Vlada se je na energetsko krizo odzvala že z energetskimi vaučerji, zdaj še z regulacijo cen bencina. Prevozniki so zadovoljni, trgovci pa že tarnajo, da bodo poslovali z izgubo. Ali bo ta pomoč dovolj in ali bo res prišla do tistih, ki jo potrebujejo? In zakaj v številnih medijih nismo zasledili tega, da so se drastično znižali računi za elektriko? Ostanite z nami.
Dober večer, to je Evropa z njene najžlahtnejše plati. Tako je odprava predsednikov vlad Slovenije, Poljske in Češke v oblegani Kijev pospremil nemški Bild. Ta je tudi danes ena udarnih novic v številnih uglednih svetovnih medijih, o obisku Janše in njegovih kolegov poročajo celo na Japonskem. Opozicije Janševa pot v Kijev sicer ni prepričala, pravijo, da jo je treba ocenjevati predvsem v luči predvolilne kampanje. Zato pa gospodarski minister Zdravko Počivalšek poudarja, da je za kaj takega potrebno biti tudi malo nor in da bomo o Janševem obisku Kijeva že čez nekaj let brali v učbenikih. Zveza NATO pripravlja znatno okrepitev vojaške prisotnosti v zavezniških državah na svojem vzhodnem krilu, je danes po izrednem zasedanju obrambnih ministrov zavezništva v Bruslju dejal generalni sekretar Jens Stoltenberg. Pri tem je poudaril, da NATO v Ukrajino ne bo napotil svojih enot. Jutri bo zjutraj in dopoldne nekaj več oblačnosti, popoldne pa bo povsod sončno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, v notranjosti pa dopoldne bo zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj. To so bile glavne novice dneva v eni minuti. Zaupam Linexu Forte, ki spravi moje črevesje spet v ravnovesje in je probiotik za prebavne motnje. Z jemanjem probiotika Linex Forte sem manj napihnjena in ne delam dodatnih mehurčkov zaradi napenjenja. Linex Forte, zaupanja vreden probiotik za prebavne motnje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Doživite 5G v prvem omrežju z modrim fonom marca. Po modri ceni ujemite zmogljiv Apple iPhone 12 ali najnovejši iPhone 13 in ga ugodno zavarujte kar prek spleta. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Les je čudež narave. Naj nas obdaja, razvaja in naj bo naš navdih. Delimo z njim svoj dom. Uporabimo slovenski les. Dragi moji, cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Pri nas vedno poceni. Trgovine Joge! Mi ustvarimo najboljše omrežje. Vi ustvarite posel. Vsi paketi Naj z vključenim 5G po akcijski ceni že za 9,83 evra na mesec. Za obstoječe in nove naročnike. Telekom Slovenije. Pustite nam ta svet, nedolžen in drugačen. Naj vsaki van je ujet, popristen, nepopačen. Zaupanje raste z navdihom že 15 let. Zato praznujte skupaj z nami in sodelujte v nagradni igri. Lidl, preprosto več za vas. Včasih res mislim, da sem nepremagljiv. V pikadu, v biljardu in tudi v petju. Ampak nikoli na cesti. Na cesti nisi nepremagljiv, si najbolj ranljiv. V 5 letih je pri nas življenje izgubilo več kot 100 motoristov, zato poskrbi za svojo varnost in vidnost. Varno z motorjem, opozarja Agencija za varnost prometa. Skoraj vsak izmed nas je že kdaj doživel glavobol. Z nevrologom bomo govorili o glavobolih vseh vrst. Posvetili se bomo tudi terapiji, ki blagodejno vpliva na naš organizem. V studiu se nam bo pridružila gostja, ki nam bo predstavila Bonovo terapijo. Jutro na planetu. Jutri ob 7. Ustvarjaj prihodnost. Telekom Slovenije. Mega ponudba na shopster.com. Samsung Smart TV 138 cm 449 evrov. Lenovo prenosnik IdeaPad 3 319,90 evra. Samsung pralni stroj 28% prihranka. Naroči na shopster.com. SKB stanovanjski kredit za stranke vseh bank. Ljubo doma, kdor dober kredit ima. Ej, vzela čokolado. Joj, nehajte, lepo prosim. Za vas, babi Marija. Mlečna čokolada nežnega okusa, 100% alpskim mlekom. Milka, nežnost je boljšega okusa. Naj nežnost govori z novimi pakiranji Milka.
sveže slovenske jagode. Bolj sveže slovenske jagode. Še bolj pač sveže, ne? Najbolj sveže. Ok, malo pretiravamo, no? Sveže, dobro, slovensko, Hofer. Dobrodošli nazaj v oddaji Slovenija izbira. Se je vlada ustrezno odzvala na energetsko draginjo ali je pomoč prišla do tistih, ki jo zares potrebujejo? Poglejmo, kaj menite vi, drage gledalke in gledalci. Odličen. Ja, jaz sem zadovoljna zaradi elektrike že, ker sem dobila že račun in je kar v redu. Kako se vam zdijo sprejeti ukrepi? Pozitivno. V redu, zakaj pa ne? Če je taka sprememba, zakaj pa ne bi to sprijeli? Glede podražitve energentov, vsi vemo, da so cene više, vendar bi morali proporcionalno glede na dohodke, pa mislim, da ni tako. Ja, za mene so dosti naredili, ker so pač te cene zdaj znižali. In to nam, ko smo v pokoju, veliko pomeni. Ja, slišali smo, kaj pravijo ljudje, energetski vavčeri bodo v veljavo stopili dober teden pred volitvami. Minister Vrtovec, govorili ste o bombonjerah, v metafori. Se vam zdi, da je pomoč do ljudi prišla pravočasno, če se še malce poigramo z besedami, ljudje se bodo sladkali šele tik pred volitvami? Pomoč je prišla pravočasno. Prvi paket pomoči so dobili upokojenci že decembra meseca. Na to smo uskladili minimalno plačo z rastjo cen življenjskih potrebščin. In na zadnje te dni dobivajo ljudje, vsa slovenska gospodinjstva, dobivajo za polovico nižje cene elektrike. Položnice za polovico nižje. In prišel bo še tudi za 700 000 prebivalk in prebivalcev tudi tako imenovani energetski vavčer, torej za najbolj obremenjene in najbolj ogrožene. Vlada pri tem, ko ukrepa, ni malenkostna, ampak resnično se zavedamo, kakšna ta energetska kriza in želimo sporočiti, da ljudje v tej krizi niso sami, ampak so deležni vrsto pomoči, ki sem jih naštel. Gospod Bandelli, je vlada res odgovorila pravočasno s pravimi ukrepi? Kakšno je vaše mnenje? Moj odgovor, veste sami, da je ne. Sigurno ne. Jaz sem že novembra meseca konkretno, kaj pa je naredila, ministru Počivalšku dal na mizo, dal primer, koliko je bil sodček Brent takrat, če govorimo leta 2013, ki je bila višji, močno višji in nižja cena litra dizel goriva, koliko je bila novembra takrat. Če se spomne, točno sem jaz to z njim govoril, ampak on ni razumel točno, kaj sem hotel povedati, da je treba takrat že začeti delati. Kaj so naredili? Sprejeli so 1. februarja, mislim, znižanje trošarine za 4,9% na benzinu in 13% trošarine na dizel gorivu, kar vemo sami, da bi lahko sprejeli tudi 20 in 25%, kako je naredila sosednja Italija, pa je vplivala tudi še na DDV. Ne zato so dali na breme dobaviteljem, ki zdaj praktično govorijo, da delijo izgubi. Jaz verjamem, da delijo izgubi. Sicer, če ste gledali, danes je Brent pod 99, to se pravi, da nafta pada in to upam, da bo tudi pomagalo. Hvala lepa, gospod Bandelli. Gospod Češko, kako vi gledate na to? Ta pomoč je nujno potrebna, bila pa bi mora biti usmerjena bolj selektivno na tiste, ki jo bolj potrebujejo in ne, da so jo deležni pač vsi in počes. Recimo, mislim, da bom tudi jaz deležen tega vavčerja in je to popolnoma nesmiselno. Torej, lahko neposredno odgovorite, prosim, gospod Počivalšek, bili ste izzvani, pomoč vse povprek. Cene določa trg na vseh področjih, država pa ima nekaj vzvodov za to, da lahko reagira. Zaradi ruske agresije je prišlo do kar nekaj negotovosti na trgu pogonskih goriv, zato smo se odločili, da to norijo zaustavimo z limitiranjem maloprodajne cene pogonskih goriv. Poznate številke na eni in na drugi strani. Jaz verjamem, da se bodo zadeve v enem mesecu dni umirile. Jasno in glasno smo in sem povedal, da bomo upoštevali tudi dobaviteljsko stran. Tako da ni dobenega strahu, da bi šlo karkoli na izgubo tistih, ki prodajajo gorivo. Počivalšek, torej gospod Pogačnik, tudi za vas v bistvu izziv strani gospoda Bandellija, kako gledate na to, je vlada vendarle predolgo pustila, da cene določa prosti trg, ki pa je iz dneva v dan bolj nepredvidljiv? Poglejte, to je največje zavajanje, da cene rastejo zaradi liberalizacije trga. Lete, jaz se v zadnjih 5 letih ne spomnim, kdaj bi v Sloveniji
bila nižja cena naftnih derivatov kot v Avstriji. To je bilo v obdobju vlade Janeza Janše. Prej bil pa naftni derivati so bili v Avstriji vedno dražje, približno, mislim, v Sloveniji dražje kot v Avstriji. Ta vlada je že dokazala tudi v času COVID-a, da poskrbi za najbolj ranljive skupine ljudi in prepričan sem, da tudi z vsemi ukrepi na področju povečevanja cen energentov vlada sledi temu. In ne nazadnje, lejte, ta vlada Janeza Janše, desno-sredinska vlada, je poskrbela za to v zadnjih obdobju 2 let, da proračuna tako za leto 2020 kot 2021 sta v zgodovini Slovenije najbolj socialno naravnana. Zdaj na kratko, gospod Bandelli, preden nadaljujemo, povejte torej, kaj je tako... Največja napaka, ki je bila narejena, je bila liberalizacija cen v tem trenutku, ker vemo, da imamo na tržišču samo 2 in potem so postali 3 konkurenti. Tu pomeni, da je kartelno dogovarjanje in ne moreš napraviti liberalizacijo cen. Kako da? Ne, gospodu Pogačniku vračam, kartelno dogovarjanje. Gospodu Pogačniku, kaj on pravi, da to je bila dobra poteza. Ni bila dobra poteza, ker smo vedeli, gledajte, približno par mesecev je cena bila ista, Brent je bil popolnoma enak in potem so začeli višati cene. Ampak vsi so višali, ker država je tudi želela denar na tak račun, ker so višali cene ponudniki, se pravi, tudi država je dobila več trošarin in dobila več DDV-ja noter, kar je. Zdaj pa, ki ima 1 mesec časa, da si lahko mal regulira to zadevo. Hvala lepa, gospod Bandelli, bomo dali besedo še gospodu ministru, ki že nekaj časa čaka, ne, gospod Vrtovec. No, znotraj tega okvira liberalizacije v bistvu gre za minimalno odstopanje. Največ, kar je lahko 6 centov do 7. Torej, na račun te liberalizacije izpred 2 let cena nafte in benzina, naftnih derivatov, torej ni narasla. Narasla cena sodčka na mednarodnih trgih. Problem je tudi naše odvisnosti od ruske nafte, ampak država ima vzvode, da lahko tako razprši samo dobavo oziroma da dobi diverzifikacijo naftnih virov, kot na drugi strani imamo možnosti vzvode, da so cene sprejemljive za slovensko gospodarstvo in za ljudi, ki vsakodnevno porabljajo naftne derivate. Hvala lepa, kratka replika, gospod Počevalšek, potem gospod Pogačnik. Mešamo jabolka in hruške, liberalizacija cen govori o maržah naftnih goriv, zdaj smo določili maloprodajno ceno in tukaj je potrebno povedati, da smo reagirali zato, ker je prišlo zaradi umetnega ustvarjanja na trgu pomanjkanja goriva do tega, da je država morala reagirati in je reagirala. Hvala lepa, gospod Pogačnik. Lejte, liberalizacija je naredila samo to, da je cena na avtocestnem križu drugačna kot v mestih. Da je ta razlika dovolila, ne? In, lejte, spoštovani kolega Bandelli, v času vaših vlad so bili naftni derivati v Sloveniji bistveno višji cena kot v sosednjih državah. 1 evro je bil. V sosednjih državah. Eno leto je bil 1 evro. Ampak v Avstriji, v Italiji je bila takrat cena veliko nižja. Danes imamo pa v času te vlade Janeza Janše v Sloveniji od sosednjih držav najnižjo ceno. Nimamo najnižjo ceno in lejte, naftni trg določa cena nafte na svetovnem trgu, določa ceno naftnih derivatov. In mi smo tukaj poskrbeli za to, da smo danes, bi rekel, konkurenčnejši. In zaradi tega tudi državljanke, državljani Republike Slovenije danes, bi rekel, napolnijo avtomobil ali, bi rekel, kurilno olje, hišo bistveno cenejše kot v sosednjih državah. Brez tega posega vlade... Samo stavek, mu moram odgovoriti. Nič niso naredili kot država. Oni so znižali marže ponudnikom. Niso znižali ne trošarine, niti DDV-ja. Tu ne povejo jasno. Če bi to znižali, bi ponudnikom pustili iste marže, ne pa tako zdaj praktično bojo zapirali črpalke, če ste videli danes, je pisano, da zapirajo črpalke in dajo ven z prometa določena goriva, ker ne morajo prenesti to, kar so oni zdaj naredili. To je to gre za dejstvo. Lete, cene na svetovnem trgu padajo. V teh 30 dneh verjamem, da bomo prišli globoko pod te limitirane cene. Če bo potrebno, bo država reagirala do dobaviteljev. O tem so oni tudi seznanjeni. Spoštovane gosti, hvala za enkrat. Moramo dati besedo še gospodu Jelinčiču. Torej, kakšne so alternative, ne za to, kar smo zdaj slišali? Najprej lepa hvala, da ste me opazili, da sem tudi jaz le noter. Drugače pa, ker verjetno mi boste štopirali čas, bom zelo kratek. Ljudje so zadovoljni s tem, kar se dogaja. Zadovoljni so z cenami goriva, zadovoljni so z vavčerji. To se pravi, ta vlada je naredila nekaj dobrega. Govorijo, da prepozno, ampak jaz pravim, bolje pozno kot nikoli. Do zdaj tega še ni bilo, zato je treba pozdraviti in jaz sem za to.
Kakšne so torej alternative, gospod Češko? Jaz bi najprej nekaj drugega, ki se mi zdi bolj Slovenije pomembno, nisem prej replike. Pri nas se skoraj vlada o tem, smo vzeli kredite, pogledajte, ko smo poceni dobili kredite, pozabljam staro ljudsko modrost. Kredit pravi, vzemi me, delal se bom že sam. Mi ne vemo, ta kredite, kljub temu so brez obresti, kljub temu so mogoče negativno resi, bo morala naslednja generacija vrniti. In trdim še eno stvar, da je način, kako so bili porabljeni, jih bo naslednja generacija bistveno težje vrnila pri nas, kot pa v Nemčiji ali pa v tistih državah, ki so bolj produktivno investirale. In ta način porabe ima zelo negativen učinek na bilanco stanja Slovenije dolgoročno. Dolgoročno stanje, ja. Je potrebno odreagirati, ker se mi zdi, da se še vedno premalo v medijih pojavlja, pa tudi to nas tukaj ne. Vedno pozabimo omeniti tudi, ta vlada je zagotovila 12 milijard sredstev iz Evrope. Iz programa za okrevanje in za razvoj dodatnih 12 milijard. Ker je trikrat manj, kot so Hrvati. In trikrat manj, kot so Hrvati. In to predstavlja skoraj več kot en slovenski proračun. Zakaj se ne moramo dogovoriti okrog številk? Prepričan sem, da stanje javnih financ ni tako slabe, kot na nekakšen način poskuša opozicija tukaj zagotoviti. Poglejte, Financial Times je objavil, Hrvaška je številka 1 po sredstvih, ki bo dobila iz Evropske skupnosti na svoj GDP. Slovenija je pod povprečjem slovenskih držav. Torej, kot ekonomisti pa nekaj drugega. Povejte, gospod Počivalšek, slišimo številke. Slovenija je bila uporabljena za to, da so podjetja in delovna mesta ostala. Stanje gospodarstva je tako, da gospodarska rast omogoča odplačevanje kreditov. In to je alfa in omega odločitve za zadolžitev. Gospod Vrtovec, potem gospod Bandelj. Vidite, ne nazadnje s temi vladnimi ukrepi, tudi z dobrim črpanjem evropskim sredstev, so se zagotovili in se izvajajo številni infrastrukturni projekti. Torej denar iz proračuna za infrastrukturne projekte, ki imajo multiplikativne učinke na celotno slovensko gospodarstvo, je tisti porok tudi dolgoročnega razvoja Slovenije. Pravi, danes se toliko gradi po Sloveniji, kot se še nikoli ni gradilo, kar pomeni, da se bo ta denar multipliciral še v nadaljnih letih. Zaradi tega jaz verjamem, da so te odločitve vlade z močnimi proračuni v kriznih časih tisti porok, vzvod, da bo tej državi šlo dobro na gospodarskem področju še v naslednjih letih. Gospod Bandelj, torej spet se ne moramo okoli številk, ne? Kaj je tak problem? Glejte, ker zavajajo. Jaz moram povedati pošteno, ker sem bil tam, pa vem točno številke. Konkretno povejte, ja. Konkretno ni res 12 milijard, 10 milijard in pol je, od tega 2/3 so posojila, se pravi, ne treba zavajati ljudi, da smo dobili ta denar nepovratnih sredstev. Smo dobili posojila, smo dobili. To se pravi, ne, mislim, bodimo pošteni, povemo tako, kot so. Ampak res se obrača sredstva v pravo smer, jaz mislim, upam, sem videl, da obračajo v pravo smer, v energetske sanacije, v druge reči, kar bo tudi glede energentov samih znižalo potrošnjo, mislim, porabo teh energentov, tako da pri tem tudi za infrastrukturne projekte in vse. Ampak pri tem stvari je treba biti točni, ne, kaj so nepovratna sredstva, kaj so pa posojila ali pa krediti. Moramo naprej, res kratka replika, gospod Vrtovec. Ne sem dodatek, da se pravilno vlagajo sredstva, imamo enega volilca več. Torej, ja, pravilno se vlagajo ta sredstva iz proračuna, imamo dobre proračune in je ključno, da pametno vlagamo ta sredstva. Bi pa rad eno stvar poudaril. Ključen izziv pred nami je res gradnja energetske neodvisnosti in vlaganje sredstev v obnovljive vire energije in v jedrsko tehnologijo. To je ključen problem ta trenutek Slovenije in izziv, pred katerim smo. Hvala, bomo tukaj debato zdaj prekinili, ne? Da bo pod vodstvom SDS Slovenija med najbolj razvitimi državami sveta, pa je glede razvojne vizije naše države prepričan premier Janez Janša. Poglejmo. Ko bomo obhajali, kot je bilo prej rečeno, 40. rojstni dan Slovenske demokratske stranke, to je čez 7 let. Takrat bo minilo 3. leto drugega polnega zaporednega mandata vlade pod vodstvom Slovenske demokratske stranke. In čez 7 let bo Slovenija med 15 najbolj razvitimi državami sveta. Imeli bomo vitko državo, v Sloveniji se bo splačalo delati in gospodariti. Beležili bomo pozitivno demografsko rast, ne bo nas milijon, kot se je prej pelo v žalostinki, ampak nas bo krepko čez 2 milijona. Mladi bodo imeli možnost najboljše izobrazbe, plače in pokojnine bodo bistveno više kot danes in nad evropskim povprečjem. Slovenija bo čez 7 let povezana z modernimi prometnicami, tudi Koroška in Bela krajina. No in smo že v zadnjem krogu, bomo tokrat začeli z gospodom Jelinčičem. Kako komentirate to izjavo predsednika vlade?
Ja, pravzaprav jaz mu kar verjamem, zato ker prognoze, ki jih je povedal, so izredno lepe. Se strinjam in pričakujem te čase, ko se bo v Sloveniji ne bo zjasnilo. Do takrat verjetno Evropske unije ne bo več, da bi nam stala na glavi in nas tolkla po glavi in določala, kaj smemo in česa ne. Zakaj ne bo Evropska unija? Zaradi tega, ker bo propadla, kajti ta silni naval raznih migrantov iz afriških in azijskih in drugih podobnih držav bo Evropo preplavil in bo prišlo do devianc, do notranjih razkolov, do oboroženih spopadov v Franciji najprej, potem pa v Nemčiji, pa na Švedskem in tako naprej. Zadeve se bojo morale skristalizirati, ker se ne bodo mogle, bo Evropa razpadla. Glede na to, kakršne voditelje imamo v Bruslu, ki nikoli niso voljeni, ampak so postavljeni in ki živijo v enem steklenem stolpu in ne vedo, kaj se dogaja po državah članicah, je to nujen razplet. Slišali smo, drugi mandat vlade Janeza Janše do leta 2030, takšne obljube. Kakšno je vaše mnenje, gospod Bandelli? Pa gledajte, prvo je treba povedati, da Janša vlada 8 let, zadnjih 17. To se pravi, ni res, da se je bilo to je matematika. Ampak gledajte, to, kar je on povedal, tukaj itak 50% je že realizirano, kar on govori. 2 milijona nas je že, smo 2 milijona 100. Ne vem, zakaj je rekel, da ne bomo prišli do 2 milijona, če smo že. Vse ostale stvari, jaz vidim, ima zelo upanje, da bo vlado še naslednji mandat, mi pa vemo in upamo tudi, da ne bo in smo prepričani to in zato tudi stvari, vabimo vse, da grejo 24.4. na volitve in naj volijo proti tej vladi zadolževanja in na tak način, da postavimo spet demokracijo v pravo smer. Se upravičujem, moramo iti naprej, pa ne vem, če sem čisto razumela, kaj ste povedali, gospod Vrtovec. Ja, gledajte, v naslednjem obdobju sem prepričan, da je ključno, da imamo razvojno vlado z novo Slovenijo zagotovo. Na ta način bo Slovenija dobila močan vzvod bodoče gospodarske rasti, Slovenije, ki zmore več, Slovenije, ki je pogumna, ki je odločna, boljše plače za vse in nenazadnje dvig splošne blaginje in upanja te države v to, da zmoremo. Torej, pred nami so zagotovo svetli časi, pogumni časi za pogumne odločitve. Ampak z Novo Slovenijo, v kateri vladi, v kateri koli? Z Novo Slovenijo v vladi, seveda tisti vladi, ki bo spoštovala to, kar sem dejal, te vrednote. Zlasti tukaj varnost, pogum in gospodarski preboj. Hvala lepa, gospod Pogačnik. Ja, ta vlada pod vodstvom Janeza Janše je dokazala, da je razvojno naravnana. Ta vlada pod vodstvom Janeza Janše je Slovenijo vrnila, bi rekel, nad povprečje Evropske unije. Ta vlada je pod vodstvom Janeza Janše Slovenijo vrnila na diplomatski zemljevid. In Slovenska demokratska stranka obljublja program tudi za naslednji mandat, takšen, ki bo razvojno naravnan, ki bo davčno razbremenil tako državljanke kot državljane Republike Slovenije, zagotovil delujoče in uspešno gospodarstvo. Se v tej razvojni viziji, kot jo vidijo v SDS-u, vi vidite stranko SD, tudi gospodarstvo? Poglejte, to govori, da smo Slovenci zmagovalci, to Slovenci vemo in da smo lahko v špici in podjetja in gospodarstvo je v špici. In tudi, če zdaj konkretno na paralelo naredim, ko bo vlade in tudi sedanja vlada tako uspešna in tako učinkovita kot je gospodarstvo, bo Slovenija dejansko lahko med najboljši na svetu. Ne dam samo primer. Velika koalicija SDS-SD? Ko smo reševali covidno krizo, poglejte, gospodarstvo je funkcioniralo normalno z 1000 zaposlenimi v proizvodnih linijah. Vi niste uspeli organizirati šole in vrtca zdravstvenega doma s 30 učenci, da bi normalno funkcioniral. Če lahko zaključim, niste uspeli organizirati 30 ljudi, da bi lahko normalno funkcionirali in delovali v šoli ali v zdravstvu. Najdlje smo bili zaprti. Gospod Pogačnik, moramo zaključiti, da besedo dobi še gospod minister Počivalšek. Vi ste bili v dveh vladah, v vladi Šarca, v vladi Janše. Kje ste bolje delali, s kom bi raje delali? Bil sem v 3 vladah, tudi v vladi Mira Cerarja. V prvi smo že večkrat povedali, smo veliko govorili, nekaj tudi naredili, v drugi nismo nič veliko govorili, pa tudi nič naredili, zdaj pa malo govorimo, pa veliko delamo. Predsednik stranke SDS je verjetno to izjavo na kakem predvolilnem shodu, tam se daje take izjave, sam pa si želim Slovenije, kjer
bomo prišli do situacije, da bomo enakomerno dihali z levim in z desnim pljučnim krilom, kjer bomo imeli cenjeno delo, kjer bomo odnos do narave spoštovali, kjer bomo skrbeli za skladni in regionalni razvoj in garancija za to je gibanje Povežimo Slovenijo. Hvala lepa in bomo na tej točki, spoštovani gosti, zaključili. Naš čas se je iztekel, verjamem, da bomo še debatirali po oddaji, tako da najlepša hvala, ker ste bili naši gosti. Volivci pa bodo odločili 24. aprila. V nadaljevanju pa podrobna studijska analiza z našim stalnim komentatorskim omizjem Miran Videtič, Peter Gregorčič in Edvard Kadič. Komentar nocojšnjega soočenja pa si lahko ogledate tudi na Nova24 TV, kjer bosta z vami kot ponavadi Boris Tomašič in Aleksandar Rant. Lep večer še naprej. Vi pa ne preklapljajte, snidemo se po kratkem predahu, ostanite z nami.